Beletrina v živo. Pozdravljeni, dobrodošli. Tokrat se vam javljam iz nekega novega medija, oziroma v bistvu je vse isto, kavči isti. Zaprti smo v stanovanja, beremo, čitamo in jaz ne morem snemati v studiu, pa snemam doma, na domačem kavču. Mogoče bo to postala tudi neka nova praksa. Zadnje 3 dni sem ves čas premišljevala oziroma sem se svet postavljala za 1 let oziroma pol leta nazaj. V SNG Drama sem v svojem gledališču v jeseni študirala igro, monodramo Amelija Earhart. Predlogo zanjo je napisala meni zelo ljuba Maja Garac-Štromar in po tej predlogi smo mi sami sestavljali igro, tako kot danes ti mladi moderni režiserji nam dovolijo, da se še mi zraven aktivno kot pisatelji oziroma ustvarjalci vklopimo. In to je bilo zelo intenzivno obdobje, lahko si zamislite, moja zgodba, ta monodrama govori o prvi ženski letalki, ki je preletela Atlantik sama in ki je skoraj preletela Pacifik, oziroma ne celi svet, na Pacifiku se je malo ponesrečal. In seveda sem se preko nje potapljala oziroma dvigovala v svetove in knjiga, ki me je spet tako zelo intenzivno spomnila na Amelijino podoživljanje neba, svobode, sveta, je knjiga, ki se imenuje Eden izmed nas, Snežane Brumec, in govori o slovenskem pilotu in njuna skupna, oziroma izgleda, da je to v bistvu skupni imenovalec vseh pilotov, ki so nekoč orali ledino, pa verjetno tudi današnjih pilotov, zaljubljenost v nebo, v oblake, v pogled od zgoraj, ko se čas ustavi. Jaz vam lahko citiram fenomenalne besede, ki jih Amelija govori in ki jih najdem tudi v knjigi. In se danes je z mano Snežana Brumec, ki je napisala to zgodbo in je ta zgodba tudi dragocena, zato ker je to slovenski letalec iz malce poznejših časov kot Amelija oziroma v tako rekoč istih časih, ko je bilo to pionirsko delo. Vsi piloti, naši prvi piloti jih združuje ta strast do svobode, do neba in Snežana večkrat v knjigi ugotavlja, da je to klic, ki kliče človeka. In Snežana, bravo, čestita. Jaz se srečujem z mnogimi knjigami, ki jih ljudje napišejo svoje zgodbe ali pa jih izdajo v samozaložbah. Ta knjiga je šla v založbi Beletrina in jo lahko kupite v knjigarnah in na spletu. Ampak velikokrat jim manjka neke literarne iskre, talenta in Snežana, jaz vam moram čestitati, mislim, za dobro napisano knjigo. In ker smo mi danes tako preko vseh teh naprav videvava in lahko pogovarjava, me zanima, Snežana, kdo ste? Kaj počnete? Ja, najprej bom vas predstavila predvsem, pa kar takoj naprej povem, jaz se o vsebini več kot toliko ne bom pogovarjala, ker želim, da ljudje knjigo preberejo. In vam ne bo žal. To vam pa lahko rečem. No, ampak, Snežana, s čim se ukvarjate? Kaj je, seveda, v ozadju me zanima, kaj vas je, vaše življenje, ker tudi v knjigi rečete, da ni naključje, ampak da je usoda, vas je pripeljala do Lojzeta. Ja, najprej lepo pozdravljeni. Hvala za čestitke, sem zelo hvaležna za te čestitke, s tem, da knjigo sem napisala kot neko nujo. Tudi jaz sem občutila neki klic, da moram pač to zgodbo zapisati. Zgodbo poznam že vrsto let, ker je pač zgodba strica moje mame in o njem je pogosto pripovedovala moja stara mama, ker je bila pač zelo ponosna na tega svojega brata, ki je šel v tistih časih, že to je bilo na začetku 20. stoletja,
od doma, daleč v Beograd, takrat je bil Beograd še zelo daleč, da bi uresničil svoje sanje, bom jaz rekla, da so to bile v bistvu njegove sanje od malega. Po mojem je bilo takrat, v tistem času... Ne smemo govoriti, škoda, vzameva čar knjigi, tvoje življenje me zanima. Kaj je tebe pripeljalo do te knjige? Knjigo pa že zdaj si že zadosti povedala, da lahko vznemiri vsakogar in uresničevati sanje je itak naša naloga, ali ni? Ja, točno. Jaz bom rekla, da sem že od malega velik ljubitelj knjig in že od malega sem jih požirala dobesedno. In ves čas sem govorila, da potem, ko bom jaz pač enkrat imela več časa zase, nekako sem ocenila, da bo to po 50. letu, ko bo že družina, otroci odrasli in tako naprej, da bom takrat nekako upravičena do tega, da porabim čas samo zase in sem rekla, takrat bom pa jaz začela študirati in pisati knjige. In res je to, eden izmed nas je druga knjiga, v glavi jih imam še kar nekaj na projektu naprej, tako da bom rabila še veliko časa, da vse to zapišem. A pa si bila po poklicu, ti si zdaj, koliko si stara, če smem vprašati, oziroma približen, ne? Zdaj že veliko, ne, se pravi 56, s tem, da bila sem sem ekonomistka, celo življenje sem delala v komerciali in si tudi na ta način ustvarila neko materialno bazo, da se zdaj lahko ukvarjam z tem, kar si v bistvu res želim. No, pa so se takoj dotaknili enega predsodka, ker moja zgodba oziroma tudi moje želje so podobne in tudi jaz sem začela nekaj pisati oziroma me to zelo zanima in tudi jaz sem kot deklica nekako sanjala, da bom napisala knjigo in mi je pravzaprav smešno to, da ko se jaz spravim, naprimer, v en kot zavlečem ali pa rečem, grem pisati knjigo ali pa imam navdih ali pa nekaj takega, se vsi smejijo in rečejo, kar pejt, ne. In mi potem, ko pridem, rečejo, kaj si pa delala, ali pa, če ne ve kdo, pa pravim pisala, pa pravijo, ne, kaj si delala? Imam enake težave jaz, oziroma na začetku sem jih imela, zdaj so se pa nekako že navadili, nekako so sprejeli, da imam jaz tudi neke svoje želje in da jaz tudi lahko delam to, kar jaz želim, ne samo, da izpolnjujem druge želje, ne. To, kar sem počela celo življenje, ne, vedno sem gledala, niti niso rabili izraziti svojih želja, jaz sem jim že tiščala pred njih tisto, kar so pač rabili, ne. Potem sem pa v bistvu, kaj je bila prelomnica? Prelomnica je bila, ker sem šla na Camino leta 2016. Takrat sem dosti stvari premislila v tistem mesecu dni, no in ko sem prišla nazaj, sem tudi napisala mojo prvo knjigo Camino. In ko sem prišla nazaj, sem tudi rekla, ko so se nekaj pogovarjali okoli mize, jaz si pa to želim, sem rekla, kdo od vas sploh ve, kaj si pa jaz želim. In takrat je nastala tišina in so ugotovili, ljubi Bog, naša mama ima, ne vem, babica ima tudi želje, ne. To se je takrat prvič zgodilo in od takrat naprej pa so začeli kar nekako počasi sprejemati, da tudi jaz imam lahko svoje želje. Pa prej si brala veliko ali je, si v bistvu želela kaj drugega delati? Kako je ta ekonomija prišla v tvoje življenje? Jaz sem nekako tak, da v bistvu vse, kar počnem z velikim veseljem. Vsega se lotim, ne vem, so predanostjo. In komerciala je prišla v moje življenje, zato ker zelo rada komuniciram z ljudmi, zelo rada delam z ljudmi in zaradi tega je bilo nekako naravno, da sem uresničila tudi to. Ampak potem pač zelo počasi, da je bilo tega dovolj in da uresničim ta svoj klic v bistvu, ki je bil čedalje bolj glasen.
potem, ko rečemo, da smo uresničili neko poslanstvo, ustvarila družino in spravila otroke do kruha. Ne? Ampak številke pa besede, mislim pa črke, to je nekaj zelo drugačen medij, ne? Si vmes, medtem ko si bila kaj si delala kot ekonomistka? V prodaji, vedno sem pač vodila nekaj ljudi v prodaji. Prodajalka, v bistvu komunikatorka. Organizatorka, ja. Ves čas sem se šolala v smeri komunikacije z ljudmi. Ne? Kako z ljudmi komunicirati, da jih voditi pravilno, da so oni zadovoljni, pa ti zadovoljni. Ne? Na ta način. Ja, zanimivo, ker se v knjigi pozna, da v bistvu obvladaš odnose in tančine odnosov. Kako bi ti tega Lojzeta vodila, naprimer, če bi bila ti njegov komandant? Ampak ne konkretno v zgodbi, veš, je škoda, da poveva zgodbo, ker je, da pustiva to nedolžen vstop v knjigo vsakemu posebej. Kako bi ga ti videla? On je bil specialen, ne? Ja. Jaz bi rekla, da Lojze, on je bil poklican v letenje, to smo že nekako omenili. Danes se žal ta lepa slovenska beseda poklic prevrača nekam bolj v kariero. Ne? Ljudje bolj delajo kariero, kot da bi sledili svojemu klicu in delali tisto, za kar se nekako čutijo poklicane. Ampak Lojze ne, meni se zdi neverjetno, da on že kot otrok, takrat, ko še dejansko ni bilo letal na nebu, jih ni bilo, ampak je imel tako moč željo po letenju, da bi rekla, da je skoraj moglo biti nekaj v zraku, saj smo rekli, je tudi Amelija bila njegova sodobnica. Kot da bi bilo v zraku. Ja, tudi nekaj vleklo gor, ne? Ja, če gledamo, Rusjan je par let pred Knapom se rodil. Potem, ko je bila mama Knapova noseča, sta brata Wright opravila prvi let. Ne? Se pravi, da je moglo takrat nekaj biti, da je to letalstvo se pač razvilo. In ko sem jaz slišala za to zgodbo, je mene potem, sem že rekla, poklicalo, da jo zapišem. Ko sem jo pa začela pisati, me je pa kar nekako sama vodila. Jaz sem sicer imela dnevnik na razpolago, Njegov dnevnik tudi, ja. Tudi njegov dnevnik je imela stara mama in mi ga je posodila, sem ga mogla zelo čuvati, sem ga vrnila tudi potem nazaj. Zanimivo, moški dnevnik, ali je bilo takrat bolj normalno, da tudi moški pišejo dnevnik, ampak ni. Meni se zdaj on tak zaprta oseba, taka zelo nežna, romantična dušica, ki mogoče ni stvari izrazil na glas, ampak jih je raje zapisal v svoj dnevnik. Ne? In taka nežna, romantična dušica je prišel zaradi tega, ker je čutil klic po letenju v bistvu na vojaško letališče. Ker takrat ni imel druge možnosti, kot da bi pač preko tega, da je bil letalec vojak, ni mogel drugače leteti. Ne? Zdaj, v vojašnicah pa tako vse posod so zelo različni ljudje. In jaz moram reči, da so vsi ti ljudje, ko so bili tam, ko so ga obkrožali, ko so mu naredili v bistvu tudi veliko hudega, vse sem nekako razumela, in še vedno jih razumem nekako in sploh ne zamerim, da so tako ravnali. Popolnoma razumem, zato ker so bili vsi samo, ne vem, eden izmed nas, vsak ima svoje težave, vsak je zaznamovan za svojim otroštvom in se nekako prebija skozi življenje, kak ve in zna. Čeprav moram reči, da sem se prejšnji teden pogovarjala z Marko Goljo in on je pa rekel, da ne bi smela dati naslov eden izmed nas. Pa sem rekla, če misli mogoče na to, da bi moglo biti eden od nas, kar so svetovale lektorice, pa je rekel, da ne, ampak da je on bil boljši kot
boljši od nas. Odlična iztočnica, ker jaz tudi mislim, da je vsak izmed nas lahko letalec. Na svoj način. Jaz sem prepričana, da je temu tako, ja. No in kaj si ti odgovorila? Oprosti, ker sem zdaj jaz povedala, kaj jaz mislim tako. Jaz sem mu rekla, da v bistvu je en izmed nas po tem svojem čustvovanju, ne, po vsem tem, da ima tudi življenje, ga nekako vodi, vso da ga vodi, ti se pač odreagiraš, pač ne vem, na kak vsak po svoje. On je pa rekel, da je on bil boljši zaradi tega, ker drugi junaki so nekako podlegli okolici, on pa ni, on je pa vztrajal na svojem prav do konca svojega življenja. Ne? Se ti nekje pišeš, kako prav napišeš, a sem si tlele nekje označila, pa sem rekla, da sicer ne bom govorila o tem, napišeš zelo lepo, kako je z ljudmi, ki so uspešni in zakaj ne maramo uspešnih ljudi, ne? In je to v kontekstu eden izmed nas, a ni tako? No, zato, ker imamo vsi radi poprečneže. Kvečem uspešne ljudi, ampak daleč stran od tebe, daleč stran od okolice, zato ne moreš ti reči, on je pa daleč. Jaz bi tudi lahko, pa pač ne, da te ne preganja ta neki občutek, zato imaš rajši, on lahko, on je tam, on je uspešen, jaz tukaj sem pa. Ne? In dejansko ne marajo ljudje uspešnih znotraj njihovega kroga. Ja, in zakaj neč ne naredijo, zakaj jih sam ne marajo? To je pa zdaj, vsi smo eden izmed nas, tako da vsak pač po svoje odreagira. Ne? No, rekli sva, da je bil poseben, če je pisal dnevnik. On je čisto res pisal te svoje čustvene občutke, mislim, kako je to opisoval? Če je bil zaprt, a je skozi pisanje pa je napisal, srce mi trepeta, ali pa kaj takega, je to bilo tako konkretno, ali si ti imela tlele umetniško svobodo? Ne, je bilo kar tako konkretno. Ja, je zelo, jaz osebno mislim, da ga je tista družinska tragedija, ki jo je v otroštvu pač doživel, da ga je tista družinska tragedija zaprla, da on ne bi bil toliko zaprt človek, če se mu ne bi to zgodilo. In nikakor ni našel človeka, s katerim bi lahko spregovoril o tej tragediji. In zato mu ni preostalo drugega v bistvu, da se je pa nekako zaupal. Ja. Jaz imam tak občutek, no. Sicer izrecno nikjer ni to pisalo, ampak imam tak občutek. Bil je pa izredno senzitiven, res, tudi, ne vem, v teh svojih čustvih do Bele. Sicer ljubezenskih prizorov ni imel noter pač zapisanih, ne, ti sem bila jaz kar pred izzivom, na kak način zapisati dva ljubezenska prizora, z moške plati v bistvu, ne, kar je moške plati, nekaj sem napisala, pa mi je rekel, gled Marko Bolja, da se mu zdi v redu, da tudi moški to fajn preberejo. Meni se zdi odlično, ker niti za sekundo nisem pomislila, da je to pisala ženska. Glede na to, da poznam Amelijino zgodbo, pa se bom poskušala, zdaj ti poznaš zgodbo Amelije Earhart? Ja, poznam. Tudi da je v skrivnostnih okoliščinah umrla, ne? Ja. Na moje predstave pa nisi, moraš videti. Pa, če se bo dalo, bom poskušala enkrat, naprimer, ko bomo igrali, to ne moremo obljubiti, moramo vprašati režiserja, ampak on je za razne eksperimente, mogoče lahko kakšen odlomek nekako komponiramo tako, samo enkrat, za pokušino. Ampak namreč Amelija je v tistih časih, zato sem tudi še bolj spoštujem tvoje delo, tvojo knjigo, ker mi vsi vemo, da so to junaki, da so orali ledino, da je bilo to težko. Ampak a si kdo zamisli, kako so oni leteli v tistem tankem plehu,
tam je veter, mislim, jim dobesedno v glavo, z glavo so bili v resnici na 500 metrov, na 1000 metrov, kolikor so se pač lahko dvignali, 400 metrov v začetku in tako, ko so pikirali doli, so oni fizično vse to doživljali, kar danes tako rekoč skoraj noben, razen še v jadralnih letalih več se tega skoraj ne da, mislim, čutiti, ne? Ja, seveda. Zamisel, kako je bilo mrzlo, te jakne, ti si omenila te pilotske jakne. Mi danes te pilotske jakne poznamo bolj zaradi tega, ker so zaradi Top Guna ali pa zato, ker so moderne. Ne? To ni bil heč tudi fizično, ne? Ja, res je, tudi vas hrup, ko se je vas hrup slišal. Zdaj mislim, da imajo slušalke tudi gor na ušesih, da tega ni. Ja. Je bil neverjetni užitek. Ne? Ja, verjetno, ja, ker Amelija je, na primer, sta z kartografom komunicirala po listkih, ne takole po vrvici sta si je govoril. Res, zanimivo. Ja, ko je letela čez Pacifik. Mislim, moral si biti pogumen. Ja, vsekakor. Danes bi to bil adrenalinski izziv in bi verjetno to lahko dobro prodajali, ne? Ja. Ne? Ja. Pošlješ gor, pa da jih malo zebe, da nas malo zebe, pa da malo to hitrost doživimo, ampak takrat je bil pogum. Sem nikoli nisi vedel, še res dol prišel ali ne. Ja, pa se na začetku jih je kar precej se zrušilo, ne? Na začetku ni bilo še tako poskrbljeno za varnost, to sploh ne, ampak to se ni noben vprašal, ne? Tudi ko je Rusjan letel svoj zadnji let, en dan prej, tudi v knjigi to omenjam, so popravljali letalo, pa se je vedlo, da niso v redu letala popravili, ampak kljub temu je pač šel v zrak, toliko ljudi je prišlo gledati predstavo, on je mogel iti v zrak in takrat se je on zrušil, ne. Ja, Tako da. To sem, na primer, skupno Ameliji in Lojzetu je tudi to, da tako lepo ga opišeš, mislim, to vam moram pokazati v sliko njegovo, tudi to, da so to bili veliki sanjači, to je namreč bilo skoraj nemogoče te sanje uresničiti, če nisi imel denarja. Oziroma, ali si šel preko vojske, ali pa si Amelija je snemala reklame, mislim, in imela srečo, ker je ena ženska zahtevala, da je v posadki, ki je prva priletela Atlantik, tudi Amelija, ne? Mislim, ženska, ne Amelija, ne? Amelijo so intervjujali tako po moško in se delali z nje norca in so rekli, vse boš lahko v tej posadki, pa boš sam sedela v trupu letala, pa boš lupla pomaranče. Ja, se ona je bila še ženska, še ena dodatna ovira za takrat, ne. Ja, jaz mislim, da res neverjetno, kako se je lahko knap na začetku 20. stoletja kot otrok že odločil, ja, jaz bom pa pilot in to tudi uresničil. Jaz mislim, da danes, če se ti odločiš, da boš pilot, to ni tudi tako enostavno narediti, ne, moraš pač nekako priti v pilotsko šolo in vse to naprej, celi postopek, potem moraš tudi verjetno dobiti službo in tako. Ampak on je bil takrat tisti mali Cerknici, ko je imela vse skupaj, ne vem koliko hiš, in se je kar odločil, da bo pilot in je to uresničil. To se mi zdi v bistvu neverjetno. Za tiste čase. Kaj je tisto, zakaj nekdo, pravzaprav, ali je to usoda, ali je to naključje, ali je, zakaj misliš, da nekomu, verjetno imamo vsi sanje, in zakaj en lahko uresniči, oziroma zakaj jih en uresniči, celo take nedosegljive sanje, en pa ostane pa jamrati cel življenje. To pa težko vprašanje. Jaz mislim, da ne vem, če kdo pozna odgovor na tako vprašanje. No, ampak vidiš pa, mislim, vidimo pa skupne lastnosti vseh ljudi, ki uresničujejo svoje sanje. Pokončnost, strast, pokončnost tudi, se pravi, tudi če ni zunanja pokončnost, je notranja pokončnost. Slediš fokusu, cilju, slediš. Točno to pa mogoče tudi ne daš toliko na, ne vem, mnenje okolice. Knap je sicer imel srečo, ker sta ga starša oba podpirala,
in ko je rekel, da bo pilot, sta ga oba dva še spodbujala v tej smeri, noben ni rekel, kako boš pilot, pa ne. Tako da on je imel to srečo, ampak veliko ljudi je pa zagotovo takrat reklo, jo, kak pilot, pa imajo kmetijo, pa imajo gostilno, boja doma, kak je zdaj to, ne. Ampak zgleda, da ni nobenega sredstva, na kjer način bi ti speljal s poti enega, počuti tak močen klic že, ne vem, ob rojstvu. Zgleda, da ostaneš na svoji poti, pa ne glede na vse. No, ampak če bi danes, na primer, zdaj imeli enega mladega tlele sogovornika in bi si on želel, na primer, da postane, deva neko najbolj, kaj zdaj, predsednik ZDA, ne? Mislim, tvoje zgleda, da še biti pilot, kakor hočem leteti v vesolje ali pa nekaj takega. Kaj bi mu ti rekla? Glede na to, da poznaš Lojzetovo zgodbo, rekla bi mu preberi to knjigo, to je dejstvo, pa še kaj? Pa jaz bi mu sigurno rekla, seveda poskusi, vsi imajo možnost, jaz bi mu to zagotovo rekla. Ga ne bi že vnaprej, ker mislim, da vedno se odprejo poti, če se ti nekaj odločiš, če si trdno odločen, da potem to tudi uresničiš. Meni se zdi tudi še nekaj tipič, mislim, zelo fajn, oziroma, jaz sem sicer cel čas pri knjigi premišljevala, kako se bo končala, bo šel v Pariz, bo šel kam drugam leteti, ker nisem njegove zgodbe poznala. Jaz mislim, da smo Slovenci, mislim, poglej, smo imeli Rusjana, smo imeli Lojzeta, v bistvu se pridružimo prvim letalcem, prvim svetovnim letalcem. Bila sta brata Wright, bil je bila je Amelija, bil je Lindbergh. Kdo je bil še takšen? Ja, vsekakor, jaz bi rekla, Slovenci imamo veliko zgodb iz ameriških filmov. Samo verjetno filmov nimamo posnetih. Verjetno je bilo treba filme posneti, da bi se potem vedel. Drugače pa so res neverjetne zgodbe, ki še niso verjetno niti zapisane. Ne? A si kontaktirala s kakšnimi piloti, tudi, mislim, profesionalci, a slovenski piloti poznajo to knjigo? Ker mojo predstavo Amelijo so prišli gledati, enkrat celo cela grupa pilotov in jaz sem bila zelo počaščena in so rekli, res je tako, kot povedujete, tako tam gor, vse dimenzije, mislim, čas, hitrost, razdalja, dobijo drugačno obliko, drugačno dimenzijo, čas se obrne. Ja, jaz sem vsekakor hotela zagotoviti, ko sem pisala knjigo, da bodo noter sami verodostojni podatki, zgodovinski, da tudi v zvezi z letali, ne vem, tudi kakšno modno kreatorko manj, ki je dejansko takrat živela in te osebe so dejansko resnične, letala, imena letal, Knap je bil mimogrede tudi fotograf in je fotografiral letala in imel svojo zbirko fotografij takratnih letal. In seveda sem hotela tudi, da so vsi prizori letenja verodostojni. Da če bodo letalci brali, da ne bodo rekli, to je kar nekaj. Ja, zato sem si najprej pomagala zelo z internetom, in potem sem dala v pregled vse letalske prizore, tudi dvema letalskima strokovnjakoma, Pavlu Magistru in Adi Okužniku, in ona dva sta mi popravila besedilo, tako da zdaj lahko vsak letalec prebere, pa bo rekel, ja, v redu. Ker jaz sem imela dejansko neke napake, na primer, napisala sem in zahrumeli so motori, ko je prižgal, ne vem, pa sta rekla, pa kak množina je to, takrat je imelo letalo samo en motor, ne morejo biti motori, ne. In en kup takih sem imela napak, ki sta jih popravila, da v besedilu jih ni več. In imaš kakšen odziv od kakšnega pilota? Ja, moram reči, da imam že od 4, ko so knjigo prebrali in so navdušeni. S tem, da bom rekla, da vsak, ko bere knjigo,
bere drugo zgodbo. Piloti berejo letalsko zgodbo. Veliko žensk bere ljubezensko zgodbo. Tako da vsak si pač ustvari svojo zgodbo in je tista, ko, ne vem, jo najbolj pritegne. Ne vem, Zvezdana, katera zgodba je pa vas pritegnila? Mene je v bistvu, najbolj sem bila fascinirana, da je to v bistvu en dobesedno, mislim, en čist navaden človek uresničil svoje sanje. Seveda sem jaz o letenju že zaradi Amelije veliko vedela in me je fascinirala, kako vsi nebo enačimo z svobodo, brezmejnostjo, s pogumom. V bistvu me je vse enako fasciniralo. V bistvu mene še pravzaprav najmanj ljubezenska zgodba in pri njej sem bila zelo, kako bi rekla, skeptična, ker ti ljubezenski prizori se v slovenščini zelo težko napišejo dobro, ne? Tako ratejo banalni. Tako da. Bela naj bo tam, kjer je, ne? Jaz sem se zaljubila vanga, ker si ga tako lepo opisala, tudi tako lep, ne? Jaz moram reči, da so vsi junaki mi res ljubi in jih razumem. Edino Bele pa ne maram. Bele pa res ne maram. Ne vem zakaj, ampak... Ne poveva, kaj je naredila, se je super, lepotica, ne? Ja. Ženska, ne? Tak se mi zdi malo puhla, pa taka, on tak predan, tako globoka ljubezen, ona pa tako bolj površinska, no? Tak se mi je zdela bolj kot tale Daisy iz Velikega Gatsbyja, ko smo ga na veliko brali v najstniških letih, ne? No, jaz te moralke noter nisem začutila, če bi jo, bi mi ne bi bilo všeč, ker si mora to po moje bralec sam ustvariti. Meni se je zdela na trenutke seveda puhla, ampak puhloglava površna, ampak meni se to zdi dober razmislek, ker vse smo kdaj pa kdaj površni vsi, ne? Toda hodimo mimo grede in sploh ne vemo, kaj pravzaprav počne zares. Zato sem jaz tebe spraševala, kdo si ti? Zdaj sva pa spet nazaj, kdo si ti? Snežana. Zapisovalka zgodb. Imaš ime, Snežana. Moji mami je bilo izredno všeč Snežana. Jaz sicer srbsko ime, to sem kasneje izvedela. In zato sem bila, najprej so me klicali Snežana, so naglašali Snežana. Potem me je pa mož nekako prekrstil v Snežano in sem postala Snežana na tak način. Drugače pa jaz tudi seveda izviram iz Cerknice, tako kot Knap, oba dva moja starša sta iz Cerknice. Zdaj sicer nisem več na Notranjskem, ampak imam pa korenine tam. In čutiš ti kaj tega trepetanja svobodnjaškega Lojzetovega v svojem? Ja, jaz Lojzeta občutila sem ga takrat, ko sem zapisovala njegovo zgodbo, ko mi je stara mama pripovedovala o njem in prav čutim ga. Celo mislim, da imamo mogoče ustnice si malo podobne, ker konec koncev vse imamo nekako iste gene. Tako sem gledala na eno sliko, sem rekla, vse mogoče pa imamo ustnice si podobne. Jaz mislim, da mi je kar on nekako poklical, da zapišem njegovo zgodbo, da ne bo ostala pozabljena, ker konec koncev vseeno izjemno. Izjemen človek. Meni je res žal, da ga, napiši drug del, ki si ga zmisliš, kako naprimer gre v Pariz, ali pa v Londoni, ali pa v Ameriko in se sreča z Amelijo. Pa si malo zmislimo zgodbe, ne... Tudi mi je všeč, ker ga pelješ tako tudi kot moralno čistega človeka. A je bil res tako? Ja, po mojem vedenju je res bil tak. Po mojem je bil načelen in od svojih načel nikakor ni odstopal. On je vedel, kar je prav in tisto, kar je prav, tisto je delal. Edino izjemo, kar je lahko naredil, je bil, če je bilo vprašanje njegovo letenje. Takrat je pa bil pripravljen na kompromise, ker letenje mu je pomenilo največ in za letenje bi naredil v bistvu, bi naredil vse, no, tako.
Zelo je tudi lepo si opisala te odnose s prijatelji in tako, pa tudi med Slovenci, Hrvati, tistem del tvoj tak smešen, ki se med sabo Hrvat, Slovenci in Srb malo hecajo na račun drugega, se mi je zdel duhovit. A se ti zdi, da smo se Slovenci, kako so ti smo bili takrat v tisti kraljevini Jugoslaviji v bistvu cenjeni, enako zastopani, kako se ti zdi? Pa nekako so takrat mogli biti Srbi glavni, ne? Neki taki občutek sem jaz dobila iz vseh teh odnosov. Sicer so se širile precej govorice, da tudi po Celtnici, ker za Celtnico je pač bil Knap ena velika oseba, glede na to, da je on šel pač v svet. In so se širile govorice, da jih je zelo motilo, da je bil Slovenc tako uspešen in da so mu zaradi tega tudi nagajali. Ampak jaz mislim, da je to nagajanje bilo veliko, ne vem, iz trte zvito oziroma produkt govoric. Nekje sem celo na internetu zasledila, da da so mu nastavili, ne vem, tole okvaro letala, da so mu nekaj pokvarili, ampak jaz bi rekla, da to samo tisto, ko baba čula, baba rekla, tako so včasih rekli, tako da to ni res. Ne. Čeprav sem našla tudi tale pogrebni govor, ko mu je eden izmed pilotov ga povedal v Celtnici, pač, ko je bil pogreb. In v njem se sprašuje, kako to, da se taki pilot, kot je bil, nekako ni odprl padala. To se pa sprašuje, zakaj ni skočil in odprl padala. Tako da v bistvu je nesel tudi neko skrivnost s seboj v grob. Ja, tako kot Amelija, ne? Ja, tako kot Amelija, oziroma Amelija menda še groba nima, ker se je izgubila nekje sredi Atlantika. Naj bi lani najdel neke njene ostanke, v resnici so vlagali milijone in milijone Američani v to, da bi jo našli, ampak niso našli ostankov njenega letala. In te zadnji trenutki, mislim, zavito je vse v skrivnost, ker ona je javljala svoje koordinate, ladje so bile predaleč, njo je ta verjetno zračni tok odnesel prenizko. V glavnem, naj bi tam, kjer naj bi padla, nekaj so našli, nekaj niso pa šli na frekvenco, na tisto frekvenco skrivno, kjer so se bali, da bi Japonci zvedeli zanj. To se pravi, da na nek način so žrtvovali Amelijo v vojne namene, da ne bi Japonci te frekvence ugotovili, ampak to je spet ena izmed teorij. V glavnem, zdaj v moji glavi sta se poročila Amelija in Lojze Knap. Ja, veliko sta imela skupnega, res. Hvala lepa, Snežana. Snežana, imaš otroke? Koliko imaš otrok? 2, imam tudi že drugega vnuka na poti. Aha. Ja, že. So ali tvoji domači, kaj pravijo? So ponosni, mislim, ali to kaj, se to mora biti, ja, poseben občutek, da imaš v genih, da se v tvojih genih pretaka neka taka. Ja, seveda, vsi so prebrali, veseli, navdušeni. Jaz bi rekla, da celo moj sin mogoče ima neki poseben odnos do letenja, no, že od malega. Nima takega močnega klica, ampak ima nek poseben odnos do letenja. Tako da nekaj sigurno je tudi v genih. In zdaj na koncu, se pravi, zakaj bi ljudje šli v knjigarno, v knjižnico, zakaj bi šli naspred in pri založbi Beletrina kupili knjigo Eden izmed nas? Kaj misliš, zakaj? Kaj bi ti rekla svojim bralcem zdaj, tukaj za konec najnega lepega pogovora? Zelo sem vesela, da sem te srečala. Upam, da to ni zadnja knjiga, ne? Ne, vsekakor ne. Hvala, tudi jaz sem vesela, da smo se pogovarjale. Jaz bi rekla, da bi
povabila vse bralce v knjigarno, da berejo enega izmed nas, prav zaradi tega občutja po svobodi. Ker mislim, da dejansko veje iz knjige to občutje po svobodi, ki ga mogoče v tem trenutku še toliko bolj potrebujemo. Glede na to, kaj se dogaja z epidemijami in tako, to občutje zelo potrebujemo. Občutek zraka, ampak nekaj, zdaj si mi dala dobro stočnico za konec, ampak a lahko mi lahko to vse doživljamo tukaj znotraj, če pač neke situacije niso idealne, mi lahko vse to ustvarjamo. Mislim, te širine, te globine, s potovanjem, s branjem, s sanjami, jih lahko ustvarimo, ne? Točno to. Doma lahko ustvarimo to občutje po svobodi. Ne vem. 4 stenami, to je sicer, ampak lahko, da se, ker to je naša odločitev, ne? Točno tako, ja. V glavi si ustvarimo to občutje svobode in je to. In še nekaj je zelo pomembno, a ne? Snežka, draga moja, uresničite svoje sanje! Točno. Tako kot jih uresničujem jaz, tako kot jih vsi si želimo, pa si nekateri ne upajo, ali pa se jim zdi, da nimajo pogojev in tako naprej. Lojze ni imel nobenih pogojev, a ne? Nobenih, ja. Mislim, prav nobenega izgleda, ni bilo, da bo kdaj tako letel. In potem je bil najboljši. Ja. Uresničila se je usoda na nek način. Zato bi bilo mogoče res priporočilo, da dajmo uresničiti svojo usodo, ne in nasprotovati, ampak dajmo prisluhniti, kam nas vodi življenje in uresničevati svojo usodo, svoje sanje. Zdaj si mi dala še eno iztočnico za naslednjih 40 minut, ker o usodi si bi bilo treba pogovarjati, kaj to usoda je, ali je to usoda, ali je to naključje, ali je to so zvezde in tako naprej. Tako da, zato, ker mi znamo, ljudje biti zelo občutljivi, usoda, mislim, in zaradi tega včasih znamo takoj biti negativni. Pustimo tudi besedam in interpretacijam široko pot. A je tako? Ja, je tako, samo nekaj bi pa vseeno povedala eno zanimivost. In sicer, ko sem že zgodbo poznala, sem našla na spletu eno stran z astrologijo, kjer si lahko vpisal tudi datum rojstva še 1904, se pravi, in tam sem jaz noter vtipkala datum 14.6.1904, takrat, ko se je knap in sem dobila njegovo astrološko napoved. In nisem mogla verjeti, to je računalnik sicer naredil, pa bilo je, ne vem, ena A4 stran, zapisano je bilo pa skoraj isto, kot je zapisano v prologu zgodbe. Se pravi, da glavni element, ki ga bo označeval, je zrak. To je bilo zapisano, pa druga stvar, da bo doživel družinsko tragedijo. To se mi je zdelo res neverjetno. Tako da vprašanje, res bi se dalo o usodi pogovarjati. Se bova pogovarjali naslednjič. Ja, hvala, Ana. Še enkrat ti poročam knjigo. Hvala Snežani Brumec za razširitev bogate slovenske zgodovine in vsem vam, ki ste z nama zdržali okrog ne vem koliko minut. Nasvidenje. Živjo. Nasvidenje. Beletrina v živo.